Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled, pa uvodoma iskrene čestitke ob državnem prazniku, ob dnevu državnosti. Prav zaradi tega praznika smo tokrat v studio povabili evropskega poslanca, pa tudi podpredsednika stranke SDS, gospoda dr. Milana Zvera. Dobrodošli v našem studiu. Z nami v studiu pa je tudi vaša žena, doktorica Andreja Valič-Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Mi dva sva že kakšno izjavo posnela na terenu, v studiu še niste bili, vi tudi ne, gospa. Me pa zanima, kje ste bili v času osamosvajanja Slovenije, v času demokratizacije Slovenije? Manj sem bil v Sloveniji doma, in to na Štajerskem, pa tudi v Ljubljani. Ja, to so bili taki lepi, prijetni časi. Vse je bilo na novo, vse je bilo mlado, demokracija, država, družina, vključno z mano. In resnično so bili to časi, ko smo živeli velika pričakovanja. Del svojih naporov sem tudi sam vložil v slovensko pomlad v drugi polovici 80-ih let, zlasti v okviru mirovnega gibanja. Da smo imeli take zanesenjaške akcije, časi, danes bi rekli, da smo kar izkazali malo državljanskega poguma, da se je to dogajalo, glede na to, da je veliki brat imel kar kontrolo nad našimi početji, ampak vendarle toliko energije, kot se je nabiralo takrat v ljudeh, toliko demokratičnega potencijala, ki je bil na voljo, toliko demokratične kulture, take participativne kulture, tega skoraj danes več ni. Takrat pa je bilo to in je bilo nekaj v zraku in za tisto smo ali pa so ljudje živeli in tudi veliko tvegali, tudi na Roško so hodili, s čimer so izrazili nasprotovanje recimo aretacije Janše ali pa svoje zahteve, da se mora tudi režim demokratizirati. Zato imenujemo ali pa poimenujemo to obdobje slovenska pomlad, zato ker pomlad vedno prinese nekaj novega in dejansko si je takrat zaslužila to ime. Ali smo danes zadovoljni s tem, kar se je zgodilo v teh četrtletja, to pa je zdaj vprašanje za vsakega posameznika. Tega se bomo še potem v nadaljevanju dotaknili. Kje ste pa vi dočakali slovensko pomlad? Kje ste jo čakali? Kako ste gledali na demokratizacijo Slovenije, pa tudi na samostojno Slovenijo? Res je, tako kot je dejal Milan, je bil to čas velikih pričakovanj in jaz sem bila takrat mlada mamica in mlada profesorica zgodovine in zlasti v družinskem krogu smo veliko razpravljali o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Recimo, moj oče se je spominjal časov druge svetovne vojne, ki jih je doživljal kot mlad deček in je dejal, da če bo prišla vojna, bo prav za civiliste najhuje. In spomnim se tistih vročih dni osamosvojitvene vojne, spomnim se umika v zaklonišča in pa bojazni za najbližje, ki so bili nekateri v svojih, recimo, poklicnih gasilskih enotah, drugi na letališču Brnik, tretji na stolpu, ki so ga obstreljevale letala jugoslovanske armade na Krvavcu. Skratka, tu je bil en čas pravzaprav na eni strani velikega pričakovanja, na drugi strani pa velike stiske in jaz si takih časov, vojnih časov pravzaprav ne želim doživeti nikoli več. Kako pa danes gledate na to samostojnost po recimo 22 letih, na ta razvoj Slovenije? Res, da smo prišli smo v Evropsko unijo, smo v NATO, nekako imamo demokratične volitve, pa kljub temu marsikaj manjka, ne? Jaz sem na Slovenijo, slovensko državo, Slovence in Slovenke zelo ponosna. Ker tako majhen narod, komaj 2 milijona nas je, za eno, bom rekla, manjše predmestje Londona, smo pravzaprav naredili en, bom rekla, eksploziven zgodovinski preboj. Ampak vendarle manj, kot smo vsi pred
22 in več leti pričakovali. Lahko bi naredili več. Če se ne bi tako pravzaprav zapletali med sabo, naredili smo velike napake in to je zdaj po 22 letih več kot jasno. Kako pa vi gledate, nekaj ste sicer že načeli na to prehojeno pot Slovenijo, pa mimo grede, kako vaši evropski kolegi gledajo, evropski poslanci, na Slovenijo recimo tako oddaleč? No, najprej, tudi jaz nisem zadovoljen recimo z rezultati tranzicije zadnjih 20 let in še nekaj. Morali bi popolnoma drugače ali pa veliko bolj temeljito zastaviti vse te stvari, reformirati družbene in politične in pravne podsisteme, ki niso bili reformirani in podobno. Več ali manj so se tiste centri take moči ohranjali tudi v demokraciji in to je bilo kar precej ovir na poti za razvoj demokracije. Ne toliko v institucionalnem smislu, tam smo že ustanavljali stranke in pa uvedli parlament in tako naprej. Volilni zakon, ki sicer ni dober, je pa nek zakon pač je, ampak bolj v tem procesnem smislu in tudi v kulturnem smislu. Demokracije še nismo dovolj usvojili kot vrednoto. Smo jo usvojili kot prepričanje, da je to že v redu, da je tako, kot vrednoto pa še nismo usvojili. In to danes, če gledamo, kako ljudje podpirajo recimo neke temeljne državne in politične ustanove, parlament, stranke, politike in tako naprej, vidimo, da jim dajo relativno nizko podporo. Deloma tudi zaradi medijev, ki so veliko govorili o kritiki strankokracije, pa da je boljše, da ni strank, da se pa potem ne kregajo ljudje in podobno. Ta refleks, v bistvu je totalitarni refleks, živi v naših glavah še po 25 letih in v bistvu je to zame presenečenje. Pučnik je recimo tarnal konec 90 let, da smo premalo usvojili demokracijo, da imamo malo poškodovano mentaliteto in da bo trajalo kar še nekaj časa, da bomo normalno kot naši prijatelji na Zahodu dojemali demokracijo in se tudi zavedali, kaj vse pomeni. Mislim, da takrat on dejal, kakšne 3-4 leta, ampak jaz mislim, da je bil preoptimističen. Ja. Oni pravzaprav so o 3 generacijah, ki morajo nekako miniti, da osvojimo, bom rekla, te demokratične paradigme. Mi smo zdaj šele pravzaprav prva generacija in vidimo, kako se opotekamo. Veste, najlažje spremeniti politični sistem? Ja, možno. Najlažje politični sistem, tega lahko čez noč spremeniš. Gospodarstvo relativno hitro, od 3 generacije pa se govori, kadar se spreminjajo vrednostni obrazci in kultura. Jaz nisem glih pristaš te teze, ne verjamem, da je potrebno 3 generacije, je čisto dovolj, ampak zato, da dojamemo nekaj in sprejmemo neko vrednoto, je pa potrebno vsej spremeniti edukacijo in mi je nismo. Šolski sistem recimo ni dovolj šel v smeri večje vzgoje za demokracijo recimo. Danes mladi radi slišijo na ime kakšnega demokratičnega socializma ali pa ne strankarske demokracije, čemur smo se mi že konec 80 let smejali, takrat, kadar se je demokratizirala slovenska družba. Danes se vračajo v nek način, se mi zdi, da gremo v retrosmer, namesto da bi šli naprej in razvijali te temeljne atribute demokracije. Kako gledajo naši kolegi iz Evropske unije? Dosti ljudi še ima ta vtis, da je Slovenija vendarle zgodba o uspehu, ker smo majhni, pa nismo predstavljali nobenega problema za Evropsko unijo doslej. Ali pa kakšne nevarnosti. Ali pa nekakšne nevarnosti, to pa sploh, ker smo majhni, šibki. In v tem kontekstu smo nas gledali, zdaj pa se zadeva malo spremenila. Tranzicija, kakršnakoli že je bila, vključili smo se v Evropsko unijo, v NATO, v Eurocono, vodili smo Evropsko svet, skratka, kar nekaj takih velikih uspehov smo imeli tudi na mednarodnem področju in ljudje še danes smatrajo, moji kolegi, da je Slovenija kar v redu, primerjave z problemi ob Evropske unije ali pa tudi v nekaterih državah drugih Evropske unije. Zdaj v zadnjem času pa vendarle spoznavajo, da je nekaj narobe, da slovenska tranzicija ni vzpostavila nekih novih temeljev za graditev neke moderne ali pa normalne družbe na različnih področjih in to jih je začelo skrbeti. In če mogoče postavim
malce daljše vprašanje. Vi ste direktorica Študijskega centra za narodno spravo, ki je začel svojim delom leta 2008, če se ne motim. Vaša naloga je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine s poudarkom na proučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma. Zdi pa se, da večinska javnost, predvsem pa tranzicijska levica, priznava nedemokratičnost in tudi zločinskost fašizma in nacizma, ne pa komunizma. Kot da ne bi bilo recimo Hude jame, Golega otoka, Reichenburga, vemo, kaj so tam ženske pretrpele za nič, nič krive. Vemo, da so bili montirani politični procesi, poznamo še leta 1988 na pragu demokratizacije proces JBTZ. Skratka, kako si to vse skupaj razlagate, da nismo vse to razčistili? Glejte, zločini fašizma in nacizma so bili pripoznani kot zločini in kot taki tudi obsojeni, procesirani, kaznovani. Medtem ko pri zločinih komunizma seveda je bilo tega, bom rekla, minimalno, če primerjamo. Recimo ravno danes sva zasledila, agencija Associated Press je poročala, da bodo v Nemčiji obtožili nekega starega, ostarelega nacista, ki naj bi sodeloval pri pobijanju civilistov. Torej, če bi se pri nas zgodilo to, bom rekla, s kakšnim od komunistov, ki so izvajali, naročali, ukazovali zločine nad civilnim prebivalstvom, nad ženskami, nad otroci, nad dojenčki recimo, nad teharjah in še Bog ve kje, bi se dvignil val ogorčenja med tako imenovano javnostjo, ki bi govorili o revanšizmu, o reviziji zgodovine, o maščevanju in tako naprej. Ampak tukaj gre pač za normalne, bom rekla, pravne postopke, ki neko družbo delajo demokratično in branilko človekovih pravic in svoboščin. Tako preprosto je to. Pri nas se pač tega, bom rekla, očiščenja ne gremo, tudi ilustracije bom rekla, kot edini izmed postkomunističnih držav v Sloveniji ni bilo, samo za ščepec. Mislim, da je takrat predsednik državnega zbora, skupščine, France Bučar dejal, preko mojega trupla samo. Tako, in takih je bilo še mnogo, ne glede na to, da so za seboj puščali množico trupel. Vi ste omenili Hudo jamo, takih hudih jam imamo na slovenskem ozemlju. Zdaj se številka že giblje okrog 620 in seveda jih je prav gotovo še več. Žal je delo komisije za odkrivanje povojnih grobišč bolj kot ne zastalo. In to so stvari, s katerimi pač bomo Slovenci morali opraviti, tako kot to delajo ne nazadnje v drugih postkomunističnih državah, pa tudi v državah, kjer so doživljali balkansko klanje v 90-ih letih. Brez tega pač ne gre. Čeprav, če damo to primerjavo, zelo pietetno gledamo ali pa gleda nekatera del javnosti, tista, ki jih čisto nič ne zanima, kaj se je v Sloveniji dogajalo, na tisto, kar se je dogajalo v Srebrenici. So polni pietete, kar je prav. Ampak ko gre pa za vprašanje Hude jame ali pa teh žensk, recimo Angele Vode, pa gospe Dolinarjeve, ki so pa trpele v Reichenburgu, pa nič, to je pa kar moralo biti. Pa še to se celo, to se še sliši, še premalo so jih, ali pa zakaj odkopavamo te kosti? Pa se to niso kosti, to so Tako, to so bili naši sorodniki, očetje, matere. Skratka, recimo, tisoče in tisoče ljudi, Slovencev, Slovenk, še nima mrliških listov. To so pravzaprav ne osebe, to so osebe, ki so izginile, ki so bile pravzaprav ugrabljene na nek način. In kot že rečeno, mi moramo te ljudi in pa ta del naše zgodovine prepoznati kot celostno zgodovino, torej vse tisto, kar se je dobrega in hudega dogajalo na slovenskem ozemlju s Slovenkami in Slovenci. In dokler tega ne bo, bo en velik del slovenske zgodovine manjkal. Mislim, meni jaz tudi mogoče na to gledam, če se ti kot otroku nekaj hudega zgodi, se greš potolažiti k mami, te objame, to so bili pa
recimo otroci, kot dr. magister Andrej Aplenc, poslan za nič na Goli otok in svojim staršem niti ni smel povedati, kje je. Torej, ne se potolažiti in to po mojem ostane. To so hude travme in ostanejo in mi recimo delamo na našem centru skupaj z psihoterapevti, ki povejo, da k njim prihaja ogromno ljudi, ki recimo njihova travma izvira prav iz časa druge svetovne vojne ali povojnih časov in to je neverjetno, kako smo Slovenci travmatizirani v tem smislu. In narod, ki je travmatiziran, seveda ni svoboden. Verjetno traumatizirani tako svojci teh žrtev, kot same žrtve, ki so preživeli, pa verjetno tudi tisti, ki so morali moriti, po naročilu, verjetno, jaz mislim, Josipa Broza Tita oziroma tistega kroga okrog njega. Ampak zdaj pa mi pogledamo razne televizijske oddaje, kuharske oddaje, kaj je Josip Broz Tito jedel, kaj so jedli njegovi prijatelji, ki so prišli k njim na obisk, kot nek kult, nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Nazadnje imate primer za Vogalom, lokal, mimo katerega smo se peljali z Tito Bar. Jaz sem pač to slikala, to zdaj lahko javno povem in bom tudi svojim kolegom v Evropi pokazala, pač to je del te Tito nostalgije po nekem, bom rekla, diktatorju, po človeku, ki je naročal umor. Neposredno spremljal tudi v Sloveniji. Tisoče in 10 tisoče in 100 tisoče ljudi, ocene se seveda gibljajo tam nekje med 100 tisoč in 200 tisoč političnih nasprotnikov, pa tudi čisto nedolžnih ljudi. Otrok celo. Otrok, žensk, starejših ljudi, celih družin. Skratka, ko o tem razmišljamo, je hudo. En skupen problem, to so totalitarni sistemi v 20. stoletju, ampak Nemci in nekatere druge države so to spravo in pa korak naprej kar uspešno upravili. Zato, ker so si pripoznali to dejstvo in potem poskušali popravljati stvari in ljudem dali jasno vedeti, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je treba zavreči in kaj sprejeti. Pri nas se te osnovne vrednostne orientacije mešajo. Zato so danes mlade vidimo Che Guevaro, ki prav tako moril civiliste ali pa Tita na majici, ne pa recimo generala Majstra ali pa in podobno. Skratka, tukaj se vidi malo poškodovanost mentalitet in najbolj hudo mi je, da je to pri mladih, ne generacije moje ali pa starejših. Jaz mislim, da bomo mi sposobni upraviti ta spravni proces relativno hitro, pa vidim, da je to tek na dolge proge. Če mogoče skočimo malce na doktorja Jožeta Pučnika. V teh dneh je išla knjiga, tudi vi ste ga, kolikor vem, zelo dobro poznali, Moja pot o Pučniku. Gospa Vera Ban je to knjigo napisala, ki je bila njegova tajnica, sekretarka, karkoli že, z njim je veliko časa preživela. In zame je on zagotovo tragična oseba Slovenije. Za nič, praktično je trpel po zaporih dvakrat, uničili so mu družino, poklicno pot, vse na novo je nekje v tujini moral ustvariti, doktoriral v tujini, poučeval v tujini, pomagal Slovenijo demokratizirati. Ko je pa prišel sem v Slovenijo, ko se je pojavil kot kandidat za predsednika oziroma za predsednika predsedstva, je bil pa v slovenskih medijih označen kot nek Nemec, nek tujec, nek nebodigatreba revanšist. Kakšen je vaš spomin na doktorja Jožeta Pučnika? Vajin spomin, no? Andreja se bolj teoretično z njim ukvarja, po zgodovinski, politološki plati. Upam, da bo knjige, ki je skoraj že napisana oziroma že pripravljena za tisk, kmalu išla. No, jaz sem ga osebno prvič srečal kot študent v drugi polovici 80-ih let in je prišel predavati na FDV, takrat na FSPN, po enem dialogu z takratnim dekanom. In se spomnim polna predavalnica in je dejansko nadušil vse nas. Popolnoma nas je pritegnil svojim racionalističnim pa tudi takim človeškim pristopom. No, hočem to povedati, Pučnik je
bil res prvič in drugič na nek način za manj po krivici zaprt, ne, v opozorilu drugih, ne, ker totalitarni sistem pač temelji na produkciji strahu, ne, in opozoril. In njega on ni imel nobenega, ki bi ga ščitil, ne. On ni napisal nič hudega. Danes, ko beremo te njegove članke, zlasti analizo kmetijske politike, lepo vas prosim, tam je noter res uporabljal neke moderne pojme, se zavzel za kmeta, ne, torej za posameznika, ne za kombinat, ne, recimo imel je drugačno paradigmo, ne, ampak zato še ga ni bilo treba za toliko let zapreti, ne, tudi druge njegova stališča res niso bila v skladu z režimom, ampak tako drastične kazni pa seveda običajno niti v totalitarnih sistemih niso dajali, ne, ampak vendarle so ga tudi v opozorilu vsem ostalim. Zdaj, Veljko Tarusa niso mogli, zato ker je imel družinski pedigre takšen, ker Maunerja prav tako, ne, in podobno. Pučnik pa je bil kmečki fant brez neke politične podpore in so ga pač drastično kaznovali. Se mi zdi, da se nekaj podobno je dogajalo tudi potem Janezu Janši, ko so ga najprej leta 1988 zaprli, ne. Jaz večkrat z Andrejo debatiram o teh stvareh, ne. Ona je zapisala, da je šlo za neki obred žrtvovanja, ker slovenska politika bila kregana z Beograda, so potem morali nekoga dati na oltar, da so zadovoljili Beograd in pa istočasno opozorili domače, ne, morebitne opozicijske politike, da ne bi prestopali določenih mej, ki jih je sistem postavljal, ne. To se je Janezu zgodilo prvič, pa potem je bil še poskus pri Depali vasi, tudi zdaj še enkrat, ne, ampak jaz vendarle računam, ne, na sposobnost razumeti na slovensko javnost, kljub tomu, da je čudno politizirana, ne, da bodo slej ko prej pripoznali, da se mu dela ponovno velika krivica, ne. Mogoče bi se te teme tudi okrog Patrija še dotaknili, pa bi še vedno ostal malce pri dr. Jožetu Pučniku. Njemu so tudi govorili, ne, revanšist, ne. On pa je tiste svoje zapornike, tiste, ki so ga poslali v zapor, srečeval v Ljubljani, v Celju, ne, in šel lepo s pokončno glavo mimo njih, jih pogledal v oči, čeprav so jim včasih tistim, ne, padle pogled dol, ne. On je bil res izredna osebnost, izredno demokratična. Jaz ga žal nisem osebno poznala, sem ga pa spoznavala preko Milanovih tekstov, predvsem preko zbornika, torej tega simpozija v Črešnjevcu, v Pučnikovi rojstni vasi, ki ga je organiziral Milan in potem tudi zbral v knjigi o Pučnikovi znanstveni in politični misli. In tam so sijajni teksti o Pučniku, njegovih somišljenikov, njegovih sodelavcev, sopotnikov. No, potem sem šla pa seveda brati tudi Pučnikove knjige, ki niso enostavne za brati, ampak ko se nekako pregrizeš skozi njih, so pa tako, kot bi se ti odprl nov svet in dejansko imaš potem te knjige pri svoji postelji in kadar se znajdeš recimo na nekem razpotju ali pa pred nekim vprašanjem, tudi zelo sodobnim, političnim, zgodovinskim, strokovnim, odpreš Pučnika in je tam vedno nek odgovor, vedno neka, bom rekla, zelo pametna in zelo racionalna misel, ki zelo stoji. In s Pučnikom se mi dva zelo veliko ukvarjava. Kot je dejal Milan, če bo Bog dal, bom jaz pač neko knjigo napisala. Minilo je 10 let od njegove smrti in dokumenti o Pučnikovem procesu in tudi pač to gradivo, ki ga hrani Arhiv Slovenije, je zdaj javno dostopno, zato se pač lahko s tem tudi, bom rekla, malo bolj znanstveno poglobljeno ukvarjamo. Seveda pa take knjige, kot jo je napisala gospa Vera Ban, so pa vedno izredno, izredno dragocene, ker ponujajo pač nek oseben pogled na tega velikana slovenske zgodovine. In moram reči, da me je prav razžalostila ena anketa, kakšen dan ali dva objavljena, češ, da je bil najbolj zaslužen za slovensko osamosvojitev Milan Kučan, Pučnik pa žalostno čemitam nekje na 5. ali 6. mestu in to je res velika, velika krivica, ki se mu dela. On je bil tisti človek, ki je v odločilnih trenutkih rekel, gremo v plebiscit, ki je v odločilnem trenutku rekel, zdaj pa ne bomo se šli več okrogle mize, s katero je hotela takrat aktualna politična nomenklatura prinesti okrog politično opozicijo.
on je bil dejansko, bom rekla, pogumen, odločen v pravih trenutkih. In brez takih ljudi mi danes ne bi imeli svoje samostojne slovenske države. Vemo pa, kaj se je potem tudi dogajalo, ko se je preimenovalo letališče v letališče dr. Jožeta Pučnika. Kakšni so bili takrat odzivi, da si to zasluži, da mu to ne pripada, ampak... Jože Pučnik je nedvomno bil oče moderne slovenske nacije in pa države, kot take. Če kdo si potem on zasluži ta naziv očeta. Ko je prišel z Nemčije nazaj, Nemčija praktično mu je dala vse, pa ni vzel državljanstva, recimo. Tam si ustvaril družino, sami ste omenili, naredil univerzitetno kariero, poklic so mu tukaj vzeli in izobrazbo in še enkrat uspel v Nemčiji. Ampak vendarle je prišel nazaj, ker je začutil, da je prišel čas. Slovensko pomlad je začutil in je tudi glavnem soustvarjal. In ko smo brali njegove tekste, on je upogumljal tudi svoje vrstnike in druge, ko so videli, aha, Jože Pučnik ima tako stališče, so mu kar sledili. Tako da 57. številka Nove revije jo prežema Pučnikov duh, tudi pri ostalih piscih te znamenite številke. Tako da Pučnik je soustvarjal in kot je rekla Andreja, on je bil človek velikih odločitev. Ko je bilo treba presekati in se odločiti, se je odločil. In Janša mi je enkrat govoril, da jih je poklical skupino ljudi in je vprašal, ali se zavedate resnosti projektov, ki nas čakajo. Torej osamosvojitev, možnost vojne, ali prevzemate osebno tveganje. Od vsakega zahteva odgovor. Šele ko je to dobil, je delal projekte za naprej. Dejansko so se te ključne odločitve dogajale izven nomenklature, izven uradnega političnega vrha, v pravi opoziciji, čeprav še takrat ni bila dovoljena, ki pa je že poosebljal Jože Pučnik vse od leta 1989 naprej, ko je prevzel stranko od Tomšiča in potem seveda kmalu postal tudi lider Demosa. Dva pokojna velikana slovenske demokratizacije. Potem danes se dostikrat pozablja, ampak Tomšič je ustanovil prvo neodvisno sindikalno gibanje po letu 1945, recimo. To je tudi bilo pogumno, ker takrat se še partija še posebej bala, da bi jim kdo delovski razred odpeljal, ker so se oni sklicevali na delovski razred in na to ideološko podlago. In zato je bilo to veliko bolj nevarno rovariti v delovstvu, v sindikalnem gibanju, kot recimo delati neko kmečko opcijo alternativno. In če bi takrat na tistih prvih volitvah na mesto Milana Kučana zmagal dr. Jože Pučnik, pa mogoče večjo veljavo dobil tudi France Tomšič. Vemo, da si potem tudi preizkusil enkrat na volitvah za predsednika, pa dobil sramotnih 1% glasov, če se ne motim. Bi šla smer razvoja Slovenije v drugo smer? Kaj mislite vi? Dobili bi pravega demokrata za predsednika, tako kot so ga dobili Čehi s svojim Václavom Havlom. Človeka, ki bi resnično delal v dobro vseh Slovencev, človeka, ki ni poznal zamerljivosti. To je še posebej pomembno zaradi vseh njegovih bridkih izkušenj v zaporu in pa kasneje z vsem tem šikaniranjem, ko se je vrnil v to slovensko pomlad. In mislim, da bi bila Slovenija danes drugačna. Mislim, da bi bila boljša. Prepričana sem. Ne bi poskušal ujeti teh raznih družbenih podsistemov, od pravosodja do medijev in podobno. Tranzicijska levica ima še danes v teh podsistemih ključen vpliv in največji vpliv. Kakšen del odgovornosti tu nosi dr. France Bučar? Kot takrat tisti prvo ime v skupščini. Lahko, da veliko. Tukaj ne poznam notranjih nesoglasij takrat. Tudi Demos je prehitro razpadel, to je dejstvo. Kakšno vlogo je imel on, pa Spomenka Hribar, pa še nekateri drugi kasnejši demokrati. Jaz težko rečem, ampak jaz mislim, da
če bi takrat nekatere bolj radikalne ukrepe sprejeli, recimo, ne, bi se Slovenija hitreje normalizirala in bi podtranzicija bila veliko lažja. Ne. Ampak zato si potreboval večino. Ne. In je bilo potrebno zmagati na volitvah. Marsikdo je dejal, ne bomo delali na isti način kot prej, partija. Ne. Čeprav ne bi bilo slabo, da bi nekatere elemente razgradili že takrat, takoj po volitvah. Ne. Veliko bolj odločno, kot so to storili. Ne. Ampak mehka ilustracija mogoče. Ne. Mislim, da je imel dr. Jože Pučnik to idejo, ne, da ne vsak podpiše, ali je delal z UDBO, ali je bil sodelavec UDBE, ne, ampak mislim, da niti to ni bilo sprejeto. Ne. In potem so vsi sodniki ostali. Mi smo se pogajali na Brdu leta 98 nekaj tednov, ne. Tudi Pahor je bil zraven, se spomnim. Gospa Beblerjeva je bila izrazito proti, ne, in blokirala vse predloge, da bi našli vendarle nek kompromisno, nek kompromisen dogovor. Ne. Ampak takrat so se že počutili izjemno močne, ne, na skrajni levici in je vse skupaj padlo v vodo. Pa mislite, da bi bilo drugače, če bi mogoče nekaterim sodnikom, ki so prej v prejšnjem totalitarnem sistemu sodili bolj kot recimo po naročilu? Pa še ne gre samo za sodnike. Pri nas še hodijo zločinci, ki imajo krvave roke od povojnih pobojev in se jim nič ni zgodilo. Niti na simbolni ravni država ni zmogla toliko moči, da bi jih obsodila. Saj ne gre za to, da bi rad videl jaz kakšnega majora Mitja v zaporu pri teh letih. Ampak na simbolni ravni kot sporočilo mladim generacijam je pomembno, da to, kar se je zgodilo, ni bilo prav in da se ne sme nikoli več ponoviti. In tukaj je pravosodni sistem padel na izpitu. To pomeni največji greh, recimo. Kar se tiče pravosodnega sistema, potem pa vi ste predejali, ste tudi poučevali zgodovino. Sam sem seveda hodil še pred osamosvojitvijo v osnovno šolo, tudi v srednjo šolo. Vem, tudi moja otroka sta hodila že v samostojni Sloveniji v osnovno šolo. In kaj dosti, mi sploh nič, nismo vedeli o Golem otoku, o Hudi jami, nič o tem nismo vedeli. Mislim, da pa kaj dosti tudi dan danes v demokratični Sloveniji naši otroci iz ust učiteljev zgodovine ne izvedo. Zakaj? Glejte, izobraževanje, edukacija je pravzaprav, bom rekla, ključni element spravnega procesa. Spravni proces je pa predpogoj za pravno državo. Ta model, o katerem govorim, ni zrasel na mojem zelniku, ampak so ga naredili Švicarji, ki so se ukvarjali s problemom spravnega procesa v Bosni. In poleg prava, ki ga je omenil Milan, poleg sodstva, pravice do zakonitosti, do poprave krivic, je seveda pravica vedeti tista najpomembnejša temeljna pravica. In ravno tukaj izobraževanje lahko naredi največ ali pa naredi veliko premalo. In v tem smislu seveda je slovenski izobraževalni sistem padel na izpitu, ampak moram povedati, glede na to, da je bil Milan minister za šolstvo, verjetno on pritrdil. Jaz sem bila takrat predsednica Društva učiteljev zgodovine in sem zelo, bom rekla, imela vpogled v stanje med učitelji, da tukaj, bom rekla, ni treba kriviti učitelje, ne v največji meri, ampak je problem seveda učni načrt, pa učbeniki, ki nastanejo na temelju učnega načrta in da spremeniš slovenski učni načrt. To je izredno zapleten proces, ki je na nek način zelo zabetoniran. In ko poskušaš narediti seveda spremembe, je to pospremljeno z spet, bom rekla, velikim vreščanjem o reviziji zgodovine in o tem, kako popravljaš zgodovino. Čeprav vemo, da je temelj zgodovinopisja ravno nova spoznanja na temelju novih dejstev in ta nova dejstva se nenehno vsakodnevno odkrivajo. In če kdo pravi, da je zgodovina neka zacementirana dogma, to za mene ni zgodovinar. Več ali manj so vse tranzicijske države relativno hitro spremenile kurikule, kar je logično. Vsi
demokrati, nove oblasti so vedele, kako pomembno je šolski sistem in pa učni načrt. Mora učiti prave stvari. In zase zgodovina, pa slovstvo, materni jezik so pa ključni pri teh stvarih. No in ko so delali v okviru mednarodnega združenja učiteljev zgodovine Euroclio, eno tako primerjalno raziskavo, so ugotovili, da so praktično vse te nove države močno nacionalizirale zgodovino. Se je govorilo o potrebnosti denacionalizacije zgodovine, razen pri nas. Pri nas je po strukturi in vsebini zgodovinski učbenik še vse prej kot recimo močno moderniziran ali pa reformiran. Jaz sem dal delati eno analizo pomenskih simbolov, recimo revolucija, Tito, socializem, demokracija, kapitalizem, polno takih smo našli in smo ugotovili, da so dejansko recimo tisti simboli, pa tiger, pa NOB, tisti simboli, ki bi zaslužili pozitivno evaluacijo, pozitivno vrednotenje, so dokaj neutralni ali pa celo negativni. Tisti, ki bi pa negativno vrednotenje zaslužili, pa so recimo bili pozitivni, kot je recimo Tito. Zato se ne smemo danes čuditi, da je toliko mladih smatra Tita za idola kot nekega opornika. Ja, kot nekoga, ki mu je vredno slediti. Zanimivo, ne? No, ko smo bili z našo televizijo skupaj z dijaki gimnazije Želimlje, pa tudi njihov zgodovinar, učitelj zgodovine je bil z nami, v studiju smo potem po ogledu posneli nekaj teh izjav, kaj menijo vsem tem, kar so videli. In smo potem tudi zgodovinarja vprašali, zakaj tako malo, mogoče v drugih srednjih šolah, vedo o tem. Ja, je rekel, veliko je odvisno tudi od samega zgodovinarja, od samega učitelja. Torej, del krivde je tudi na učitelju, ali želi iti po učnem programu mogoče malce hitreje, ne da mu potem zmanjka v koncu šolskega leta, ker ponovadi tisto od Slovenije, od samostojnosti Slovenije je bolj na koncu, ne? Glede, moje izkušnje z učitelji zgodovine so več ali manj zelo pozitivne, v smislu, da učitelji želijo novo znanje, ampak to novo znanje jim je treba ponuditi. In ko smo mi leta 2006 na Ptuju v okviru mednarodnega projekta, ki ga je podprlo takrat Ministrstvo za šolstvo, predstavili slovenskim učiteljem zgodovine kršenje človekovih pravic v času komunističnega totalitarizma, smo imeli ogromno učiteljev takrat na seminarju in so spraševali, jih je zanimalo in mislim, da je treba učitelju ponuditi te vsebine, ampak te vsebine mora podpirati pa tudi vrh šolskega sistema, se pravi minister svojo ekipo, ministrstvo mora spodbujati. Pa verjetno tudi mediji, ne? Seveda. Ker zdaj, jaz sem zadnjič eno primerjavo dal, ne? Zdaj, ko vidimo pač neko oddajo televizijsko, ne? Kjer se poveličuje Tito, ne? Da bi bilo verjetno marsikaj drugače, če bi tudi resnico mediji podajali, tudi nacionalni, ne, o vseh tistih stvareh, o Titovi politični kuhinji, ne samo o tisti kuhinji, ne kulinariki. Ne. Prav gotovo, no, in ta kuhinja bi bila zelo krvava. In potem tudi spoznanje, ne, kaj je bilo, kakšnim sistemom smo živeli, mogoče malce drugačno. Pred padcem druge Janševe vlade smo bili v Sloveniji priče množičnih 10 000 glavih protestov, tako v Mariboru, potem tudi v Ljubljani. Zdaj, ko se nam obetajo višji davki, nepremičninski davek, še marsikaj drugega, nič. No, se tudi včasih takrat ni bilo ravno množično. Spomnim enega poročila, da v Murski Soboti pa se danes ljudje niso udeležili demonstracije. Ampak se je o tem poročalo? Dobro, v Ljubljani jih je bilo tudi 20-30 tisoč. Res je, nekaj pa je bilo množičnih in se jasno videlo, kdo jih je organiziral. Prvič niso bili spontani, drugič so imeli jasno sporočilo, tretjič vidimo tudi po rezultatih vsega tega gibanja, ki je trajalo nekaj tednov ali pa mesecev. Odstopati so morali svetniki, ki so bili demokratično izvoljeni, ali pa celo župani, recimo primer mariborskega Kanglerja. Trkali so jim na vrata. Trkali so jim na vrata in grozili. Na ta način za to svojo kulturo in s tem svojim pristopom vsekako niso prispevali ali pa niso pridonesli ničesar k dvigu demokratične kulture. So pa
prinese nekaj drugega, še večji padec legitimnosti vlade, Janševe vlade, in ki je rezultirala kasneje tudi v odstopu. Tako da to gibanje je imelo od vsega začetka, po mojem mnenju, jasen sublimiran cilj, malo prikrit, in to je padec desnosredinske vlade in nastop. In to se je tudi kmalu potem zgodilo, ko je KPK dala to poročilo ven, je bil tisti jasen impuls tudi nekaterim našim koalicijskim partnerjem, ki si skoraj težko zaslužijo to ime, ki so prednji bi temeljito preštudirali samo zadevo ali pa si pridobili neko strokovno mnenje, momentu zahtevali odstop predsednika vlade in sodba mu je bila na nek način pisana in vladi s tem tudi. Vlada, ki ni bila slaba, v enem letu je upravila nekaj temeljitih kulturnih strukturnih reform, tisto, kar je bilo potrebno storiti, tisto, kar je bilo zelo kritizirano strani iste politične opcije, ki se daje na vladi in seveda sprejema nazaj iste ukrepe. Tako da ta igra, ta vstaja, je več ali manj produkt levice oziroma skrajne levice in svoje cilje so dosegli z odstranitvijo desnosredinske vlade. Se lahko to kakorkoli ali pa vsaj približno primerja z vrenjem slovenske pomladi v času Roške, tudi s protesti, shodi v podporo JBTZ? Tisto je bilo, koliko se spomnimo, bolj spontano, resnično bolj spontano gibanje. Dokler ni bilo Bavčarjevega odbora, ki je kasneje pozival, recimo, smo se kar tako spontano zbirali in hodili okrog. In to ni stala neka dobro organizirana skupina zadaj, ampak motivi in cilji so bili drugačni. Šlo se je za resnično demokracijo, za stvarno. To, kar so pa ponujali ti, ko so sesuvali demokratično izvoljene politike in skupine, to pa ni bilo ravno demokratično, po mojem. Ti ljudje, ki so sodelovali ali pa bili akteri in organizatorji tega vstajniškega gibanja, bi lahko svojo politično energijo na drug način, preko političnih strank, kjer pa so nekateri pravzaprav bili. Tudi demonstracije so zelo pomembne, tudi element demokracije, pa aktivnosti, pa tak dalje. Ampak ne moreš nastopati na te demonstracije z simboli, ki so protidemokratični, zahtevami, ki so protidemokratične in podobno. No, recimo, vsi politiki v huda jame. Ta je bila huda, ja. Recimo, napisi proti kristjanom. Pobijali smo vas leta 45. To so strašljiva sporočila. Ikonografija je bila zelo zanimiva. Kako ste vi gledali na to jezo takrat, ki je bila izražena na ulici, lahko zdaj rečemo, proti vladi, predvsem Janeza Janše? Ja, jaz ne dvomim, da je bilo tam tudi nekaj ljudi, ki so šli, bom rekla, upravičeno na ulice, tako ali drugače, prizadeti zaradi česarkoli, ampak vendarle, tako kot je rekel Milan, je bila ta energija zlorabljena. In gledati to zlorabo, gledati tiste vihrajoče rdeče zastave, zažiganje simbolov NATO, recimo, Evropske unije, zakrinkanje ljudi na ulicah, to je bilo za mene res eno grozljivo sporočilo, kam, v kakšno brezno smo pa mi vendarle zdrsnili. In bom rekla, kot žensko, kot mati, kot babico me je dejansko postalo strah za otroke, za vnuke in sem si mislila, kako pa to v Evropi, kako pa lahko gledajo v srču Evrope tako divjanje. Celo napisi so bili transparentni, Musumeli go home. Musumelija, predstavnika najtrdnejše demokracije, našega zaveznika, trajnega zaveznika, so pošiljali domov. Pa to ne kdor si bodi, ampak eden, ki predstavlja mainstream slovensko zgodovinsko znanost. Gospod Pirjevec, ne? Tako, dr. Pirjevec. To je že uspelo ustanoviti stranko. Dr. Pirjevec recimo počne to, en drugi ekonomist, glavni ekonomist, dr. Mencinger pa zagovarja tako utopične ekonomske modele, kot je univerzalni temeljni dohodek. Recimo, tukaj imamo dva družboslovna znanstvenika, ki sta glavna, v Sloveniji pa bi težko najdel recimo njune sogovornike v zahodnih demokracijah. Pa se vama zdi, da se lahko podobni protesti zgodijo tudi proti vladi Alenke Bratušek,
ali gre tu za neko drugo vlado, ki jo mediji kljub temu bolj podpirajo, kot pa so podpirali katerokoli desno-sredinsko vlado ali pa vlado, ki je vodil Janez Janša. Noben ne staja proti Alenki Bratušek, ne bo. Ne? Če bodo bolj tako operetne zadeve. Zato, ker je to ista zgodba, ista viža. Ne? Proti svoje ne bodo nastopali. Ne? Tisti, ki bi recimo prišli iz našega političnega gnezda, ne? Zagotovo ne bi nastopali tako, kot so ti tako imenovani vstajniki. Tudi simbolika naši, ko smo organizirali tisti shod, zbor, so imeli slovenske zastave, slovenske pesmi so se pele in podobno. Bilo je čisto drugačno vzdušje, recimo, na teh naših demonstracijah ali pa zborovanjih, ki jih je bilo veliko manj in niso bili usmerjeni toliko proti komu kot za nekaj. Šlo se je za slovensko državo, za vlado Janeza Janše in podobno. Medtem ko ti vstajniki pa so imeli jasen cilj proti. Mene zanima res, koliko ljudi bo jutri zbranih na neki, bom rekla, reprizi vse slovenske vstaje. Ne glede na to, da se z nekaterimi razmisleki teh ljudi, ki organizirajo jutrišnjo vstajo, strinjam. In se res sprašujem, proti komu bodo protestirali, glede na to, da pač žena enega od najvišjih političnih veljakov odpira privatno prakso, medtem ko ta isti politični veljak grmi proti privatni praksi v zdravstvu. No in kar je zanimivo, to žena doktorja Lukšiča, še mesece prej se je pisalo, da žena takratnega predsednika Janeza Janše, Urška, odpira kliniko v Avstraliji, Novi Zelandiji. Potem se je izvedelo, da neka druga žena nekega politika odpira bolnišnico. Ampak o tem so tiho. Tukaj se realno dogaja, tisto v Avstraliji pa je bila čista laž. Tam bi še ne bil jaz solastnik ali nekaj takega je pisalo. Skratka, ta tovarna laži je zelo učinkovita. Tudi o njegovem otroku, recimo. Ja, to so hude stvari. In to težko preživljaš. Jaz sem pisal o medijskem umoru Janeza Janše, ki se vleče že v bistvu četrt stoletja. Najprej so ga prikazovali kot nesposobnega mladeniča, kasneje, ko so videli, da je bil glavni akter osamosvojitve slovenske države, so rekli, ok, sposoben je, ampak ni primeren, ker ima avtoritarne ali pa totalitarne reflekse, recimo politične. No, potem se je uveljavil kot demokratičen politik, ker je bil ves čas. Potem so pa šli secirati njegovo psiho in tako naprej in se spravili na družino. Skratka, vedno bolj podle in nizke udarce mu posročajo. In to je res težko zdržati. Zdaj ste vsi vi, ki ga podpirate, kot Severnokorejci, beremo. Praktično, kakšna vrhovna sodnica to zapiše. Naš kongres je bil prvi, ki je po formi izgledal kot nemški CSU ali CDU. Spredaj kar velik oder, veliko ljudi, ljudje, ki niso sedeli v stolčkih, ampak lepo za mizami in so imeli normalno možnost dela, pisanja, sodelovanja, vlaganja amandmajev. Skratka, je bil en dokaj lep in živahen interaktiven kongres. Ampak popolnoma medijsko zamolčan. Razen, če so kaj pisali, pa so pisali kakšne slabe stvari. Ja, da je samo en kandidat za predsednika, da je večni Janez Janša, da je to v stilu Severne Koreje. Pri čemer so pa seveda zamolčali, da je bil ves proces, jaz točno vem, koliko je Milan recimo pripomb prejemal na resolucijo, koliko je bilo debat pred tem, pred kongresom. To je bila zelo živahna, brbotajoča debata, ljudje, ki niso vedno enakega mnenja, ampak so med sabo v dialogu. Nobena stranka v Sloveniji nima tega. Tok interne demokracije, nam očitajo, da nismo interno demokratična stranka, ne najdete nikjer kot pri nas. 2 meseca je bila javna razprava o manifestu oziroma nosilni resoluciji, pa o ostalih resolucijah, pa o spremembi programa, torej 3 velike stvari. 2 meseca smo vodilni ali pa tisti, ki smo bliže vrhu stranki, hodili po terenu okrog in imeli razne konference, programske konference in ustvarili neki stik in tudi možnost
vpliva članov na strankeno politiko in pa programske dokumente. Ne. O tem se več ali manj nič ne piše. Ne. Imamo stranke, ki se dobijo enkrat, naredijo kongres ali pa svet stranke in za njih je to vrhunec interne demokracije. Ja, pri nas ni tako. Ne. Smo urejena firma, bi temu rekli, ne, z lastno interno demokracijo, z svojimi statuti, ostalimi ustanovnimi akti, ki je potrebno in po njem se striktno dela in Janez Janša je prvi legalist v stranki. Ne. Nič se ne gre kar tako, ne prije kar tako do kakšne odločitve. Ne. Kako gledate na to zadnjo sodbo sodišča na prvi stopnji, ki je predsednika SDS obsodilo na 2 leti zapora, pa kar precej visoko denarno kazen, mislim, da 37.000 evrov. Sicer se še zadeva ni končala, pa tudi potem nekatere komentarje, čeprav pravijo, da se sodb ne komentira, ne vem zakaj ne, komentarje celo sodnikov, ne, čestitke za pogum sodnici, pa ta primerjava s Severno Korejo, ne, ki je pa po mojem zaradi nekaj objokanih žensk ali pa moških, ne, ob razglasitvi te sodbe pa res čisto neprimerna. Z eno besedo sramota. In ne vem, kam bomo prišli, če v tej državi ne bomo smeli izkazovati čustev. To je bilo značilno za čase po drugi svetovni vojni, za čase tistega najtršega totalitarizma, ko ženske niso smele objokovati svojih mož, ko so morale družine molčati, ko je bilo ljudi strah. In ta strah, to mi v Študijskem centru za narodno spravo doživljamo vsakodnevno, je še danes v ljudeh in Bog ne daj, da se nam to še enkrat zgodi. In zato so za mene taki komentarji nesprejemljivi. Odločitev sodišča treba seveda sprejeti, ne. Ni pa potrebno spoštovati, če misliš, da je napačna ali pa sporna, ne. In pri nas so ustvarili neko famo, da Bog ne daj, da se komentira delo sodnika ali pa sodišča ali pa sodne veje oblasti. Nasprotno, v demokratični družbi je to potrebno in je taki empatijski javnosti produktiven, ker poveča njihovo kvaliteto dela in pa tudi transparentno delo. V Nemčiji imate, pa tudi v drugih državah imate celo neposredne prenose sodnih procesov, kar prisili sodnika, da je izjemno ne samo korekten, pošten, ampak tudi dober, profesionalen, ne, ki dela v skladu z predpisi in pa profesionalno etiko. Zato je ta pritisk javnosti in večja transparentnost dela sodišč. To filozofijo pri nas treba spremeniti. Ne. Prav je, da se tudi pravosodni sistem odpre in če se ne bo odprl, ne bo boljši. Zdaj ga že tudi tu je Evropska komisija, pa tudi druge agencije ga uvrščajo med slabe. Imamo velike sodne zaostanke, pri nas se premalo dela in to je slabo. Kar se pa tiče te konkretne odločitve, seveda jaz nisem pričakoval, da bo taka, sem se, da bo oprostilna, ampak vendarle podzavesti pa sem vedno imel nek strah, kaj pa, če so že toliko časa in toliko energije vložili in denarja v to zgodbo, zakaj pa ne bi bila obsodilna? In zakaj se ne bi tudi obsodilna ponovila kasneje? Kljub temu, da smo vsi vedeli in tožilec prvi in sodnica prva, da ni dokazov za opisano kaznivo dejanje, ki je, pazite, obljuba darila na nedefiniranem kraju, mestu in način. Mislim, to je, pa še za drugega, ne, niti ne za njega. Če ta standard ostane, ne, potem je to zelo slabo sporočilo za vas, zame, za vse državljane. In to sporočilo je, pazite, lahko si obsojen, dokazi niso pomembni ali pa ni nujno. Za javnost je pa to, ne, visok politik, ne, ki je krojil usodo slovenskega naroda, ne, je bil kaznovan. Torej, ne, sodišče dela. Mogoče so hoteli dati to sporočilo, ne, ker tudi v obtožnem predlogu se sklicujejo na stališča nekaterih, ki pravijo, da je korupcija v Sloveniji preveč. Ne. Ergo, zdaj bomo pa enega našli. Ne. Po mojem bila to politična izbira, da so našli glih Janeza Janšo, že 4 stoletja je na voljo za take stvari. No in s tem so ga poskušali prikazati kot Sanaderja, ne? Ampak to je zelo slaba primerjava. Jaz sem že večkrat dejal, prej boljša primerjava je, če se že dela s Timošenkovo, ne? Ker je prav tako gre za politično montiran proces v Ukrajini, ne? Jaz mislim, da bo slejko prej Janša dobil to tožbo, oziroma ampak bojim pa se, da bodo naredili vse prej,
da mu zagranijo življenje tudi z obnovitvijo sodbe tudi na višjem sodišču. Tega se jaz bojim. Kasneje bodo že ugotovili, v redu je, ni kriv, nismo zmogli dokazov zoper njega, oprosti, malo smo se mučili. Mislim, da leta 2017, če se bo to vleklo, tudi zastara, in lahko ta madež potem, če bo zadeva zastarala, ostane. Se pač nismo mogli sprocesirati. Madež je že bil narejen, zdaj je treba ga popraviti. Zdaj treba situacijo popraviti. Nobeden v demokratični in pravni državi ne more biti obsojen brez dokazov. To je dejstvo. Niso indici samo ali pa logični konstrukt, ko ti sklepaš neki dovoljšen dokaz. Celo nekateri levi sodniki, kot je magister Krivic, celo njemu se zdi obsodba absurdna. Ne samo recimo... Pa ni med podporniki Janeza Janše. On pa zagotovo ne. Ampak je bil tukaj korekten, da očitno nekaj na profesionalno etiko in se odločil in je pisal tudi pismo bralcev zelo korektno za ta primer. Ste želeli še kaj dodati? Da me ta sodba spominja na tiste, ki ste jih prej omenili, ljudi, ki so jih poslali na Goli otok, ljudi, ki so jih obsodili na smrt v Nagodetovem procesu, recimo na proces proti Ljubu Sircu, na Dahovske procese, na procese proti duhovnikom, nunam in številne druge procese, torej na, bom rekla, sistemsko in sistematično kršenje človekovih pravic in svoboščin po drugi svetovni vojni. In to je resnično prav grozljivo, kaj se je zgodilo. In tako kot je dejal Milan, tudi Evropska komisija ugotavlja, da je stanje v slovenskem pravosodju slabo. In to je dejstvo. O tem govorijo kazalci, o tem govorijo stolpci, če hočete. Ni to neka izmišljotina, ni to nek pritisk na sodišča. Ni samo to notranje mnenje nekaterih privržencev Janeza Janše pa SDS. Kot članica upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice sem bila pred nekaj dnevi na Dunaju, kjer smo se prav posebej pogovarjali o vladavini prava in tam so pač opozorili na to dejstvo v zvezi s slovenskim pravosodjem, da sodi med 6 najslabših v okviru Evropske unije. Jaz bi še samo temu dodal, stvari seveda niso črno-bele, ne moremo reči popolnoma za nič pravosodje imamo. Imamo zagotovo tudi veliko sodnikov, ki so mlajši in tudi starejših, ki so predani profesionalnemu delu, svoji poklicni etiki in da delajo korektno. Ampak očitno je ta kritična masa teh premejhna. In da obvladujejo vzorci, recimo, ki državljanom ne vlivajo zaupanja v pravosodni sistem. Problem je tudi ta, da Slovenci in Slovenke pravosodju ne zaupamo. Ne gre samo za empirične podatke, da je pač slab po nekaterih indikatorjih, ne primerjavi z drugimi državami. Najhuje je to, da ljudje ne zaupajo svojemu sodstvu, svoji državi. In če ne zaupajo temu, ne zaupajo pravni državi, videli smo, da tudi demokraciji ne zaupajo, potem pa se lahko vprašamo, čemu pa sploh imamo svojo državo. Je bilo vredno tvegati nekaterim ljudem tudi življenja, ne samo zapore, tudi življenja, tudi nekateri so dali svoje življenje za to državo. Zadnje vprašanje je bilo vredno tvegati vse to, kar smo tvegali za demokratizacijo Slovenije, za samostojno Slovenije, pa kakšen je vajen pogled, recimo 10 let naprej? Jaz bi to vprašanje naslovil najprej na tistem, ki so dejansko tako imenovani osamosvojitelji in ki so veliko več tvegali kot jaz ali pa Andreja v tistem času. Ampak jaz sem prepričan, da bi vsi odgovorili, bilo je vredno tvegati, kljub temu, da danes rišemo črne oblake, se je vredno truditi tudi za to, da pride sonce, slej ko prej bo prišlo. Ko bo kriza ven, ko bodo tudi gmotne razmere in standard boljši, bodo ljudje tudi avtomatično imeli nekatere, bo stopnja zaupanja tudi v državo in inštitucije nekoliko večja. Ampak, da bo pa trajno močna državna skupnost, pa moramo spremeniti predvsem mentaliteto.
v nekaterih državah, tudi sosednjih, tudi na Hrvaškem, imajo to mentaliteto. Imajo radi svojo domovino, svojo državo, jih ni sram reči domovina ali pa ljubezen do domovine. Ne. Pri nas je to skoraj nesprejemljiv pojem. Ne. No, mi več kot o domovini govorimo o revoluciji. Revolucija pa vemo, da se drži dostikrat kri, ne? No, jaz menim, da je bilo prav gotovo vredno tvegati in je še vedno vredno tvegati pravzaprav vsakodnevno, ker bom rekla, to prizadevanje za demokracijo, to ni muha enodnevnica, ampak dejansko si je treba vedno znova prizadevati za njo in tudi demokracija ni, kot pravijo Angleži, set in stone, nekaj zacementiranega, ne. To je proces in mi smo nekje v tem procesu, ki pa bo seveda še zelo dolgotrajen. Vredno in splača se tvegati, pa ne samo zaradi tistih, ki so tvegali pred nami, od recimo Pučnika, o katerem smo govorili, pa Tomšiča, pa še veliko je takih, Janše, Bavčarja in tako naprej, ampak predvsem bi rekla zaradi naše prihodnosti, zaradi naših otrok, zaradi naših vnukov. O tem moramo razmišljati. In biti ponosen Slovenec v Evropi, kjer je še veliko narodov, kot so recimo Baski, Katalonci in tako naprej, ki bi radi imeli svojo državo, pa vprašanje, če bojo kdaj imeli, to je velika stvar. Tudi zato se je vredno zavzemati, da bomo še naprej, recimo v Šentvidu pri Stični, poslušali slovensko pesem, ne? Ko smo jo tudi v nedeljo. To je res. Jaz sem uvedel v Bruslju eno prakso. Vsako leto imamo ob dnevu državnosti, pa tudi ob kulturnem prazniku, pred slovenskim spomenikom, tik pred Evropsko komisijo stoji, kjer so verzije v vseh evropskih jezikih, žive največji narodi, nek dogodek, kulturni dogodek, kjer zapojemo slovensko himno, položimo cvetje pred spomenikom in s krajšim nagovorom počastimo recimo praznik slovenske države. Ne. Povabimo tudi vse Slovence, ki delajo v evropskih inštitucijah in zdaj se je to že tradicionalno prijelo. Jutri v sredo bomo ponovno obeležili ta dogodek. No, se mi zdi, da nekaj let nazaj je bilo pri nas v šoli problem, ne, ko je dr. Lovro Šturm rekel, da ob podelitvi spričeval, da bi bilo dobro, da je tudi himna, pa slovenska zastava. Takrat so zelo sindikati, gospod Štrukelj, zelo jezno reagirali na to. Ne? Ampak se je prijelo? Malo se je prijelo, ampak bilo je potrebno tudi zakonsko urediti stvar. Jaz sem potem dal nek predpis, spremembo zakona, da so morali celo zastave dati. In se mi zdi, da je to normalno v javnih ustanovah, kjer se uči v slovenščini, recimo, kjer je slovenska šola, materni jezik, mora biti tudi zastava slovenske države. Ne? Če jih je že po hišah premalo, ne? To je res. Hvala vama za obisk v studiu. Jaz upam, da se še kdaj srečamo takole. Hvala za vabilo. Tudi vam hvala. Hvala pa tudi vam, pa še naprej lep praznični večer. Srečno.